Trebne imajo manj kot jaz, Litije imajo manj kot jaz, tako da ne zaenkrat sem drugi. 30, tako da zaenkrat sem v volilni enoti drugi. Tomaž Lisec je prve delne izide glasovanja spremljal v Sevnici skupaj s svojimi najbližjimi in podporniki. Vzdušje v volilnem štabu je bilo sproščeno in optimistično. Glede na število preštetih glasov in glede na vzporedne volitve se očitno še dogajajo neki premiki, ampak zelo verjetno bo Gibanje Svoboda zmagovalec teh volitev, vsaj na državni ravni. V našem volilnem štabu upamo vsaj še na eno stvar, to pa je, da Sevnica dobi vsaj enega poslanca, torej iz SDS-a. Zaenkrat kaže, da bo Sevnica dobila svojega poslanca, kar smo zelo veseli, glede na to, da je Tomaž v preteklosti pokazal, koliko je že naredil za Sevnico, tako da mislim, da bo tudi v naslednjih 4 letih naredil veliko. Lisec se bo, kot pravi, še naprej zavzemal tudi za izpeljavo že začetih in začrtanih projektov na lokalni ravni. Če samo pogledamo, kaj smo v zadnjih 2 letih naredili, predvsem na tej zakonodajni veji, je bilo kar nekaj pozitivnega za Spodnjo Savo, Mestna občina Krško, koncesije za izgradnje hidroelektrarn na Spodnji Savi, nenazadnje pa samo vsi projekti, ki so na podlagi različnih zakonov, predvsem na področju infrastrukture, zdravstvo, sociala, šport. Jaz upam, da bom ne samo za Sevnico, ampak za celotno Posavje skrbel, da se bodo ti projekti, ne glede na to, kakšna bo vlada, dejansko izvajali, da ne bo prišlo tako kot včasih do ponovnega zamika teh projektov, ki so dejansko že pred vrati. Lisec je izpostavil tudi dosedanje dobro sodelovanje posavskih poslancev. Želi si, da bi bilo prav takšno tudi v naslednjih 4 letih. Kajti le močni posavski poslanci lahko resno zastopamo našo regijo.